Živjo, čau, hello, ful smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesi, gremo na potek. Živjo, Hello! Šenare, Dobar dan. tile pozdravi so me pa kar malo popeljali v preteklost. Tudi mene. Tako smo namreč pozdravljali v prejšnjih sezonah. Zdaj smo pa že pri zadnji oddaji naše 3. sezone. tako je. Že tretjič pripravljamo predpočitniško oddajo. Ja, poletno oddajo. Jaz sem z eno nogo že v morju. Meni je bilo v toplicah tako všeč, da se bom med počitnicami gotovo spet odpravil tja. Jaz bom glavo in noge hladila v gozdu. Jaz pa se bom vsakemu od vas pridružila za nekaj dni, pa bo. Še preden pa se odpravimo na počitnice, pa poglejmo, kaj nas čaka v tej oddaji. Izvedeli bomo, kaj je novega v svetu, spet bomo poskušali najti rešitve na uganke. Prav zanima me, kako bi ribe izboljšale svet. Mene pa najbolj zanima, katero pesem bomo slišali. Ej, vesel sem, da že 3 sezone skupaj ustvarjamo, se zabavamo in vedno kaj novega spoznamo. Ja, super je, da se vedno kaj novega naučimo. A res je najpomembnejše to, da smo skupaj. Imaš prav, Juž. In skupaj zajadrajmo v našo zadnjo oddajo 3. sezone. Poletje prihajamo! Novice. Pozdravljeni v novicah. Poletje je čudovit čas za nas galebe golobiče, saj ob morje zaradi počitnic pridejo večje gruče ljudi. To pa za nas pomeni nekoliko bolj raznoliko prehrano, saj ljudem iz rok rad pade kakšen krompirček ali pa kos hot dog štručke. Saj vem, da so ribe bolj zdrave, a vseeno se je kdaj pa kdaj lepo pregrešiti. Ups! Aktualne novice nam bo danes prinesla sivka. Pa nimam v mislih rastline, ki naj bi odganjala molje, ne. No, vsaj tako pravijo. Ker sem ptič, nimam oblek in s tem težav z molji, ki bi grizli moje puloverje. Ne, ta sivka je moja prijateljica iz vrst rac. Sivka, kaj se dogaja po svetu? Ojej, Samo še tole javljanje opravim, potem pa se mi mudi na teren. Mudi. Sem namreč prostovoljna gasilka. Posebej sem izurjena za delo v mokrem vremenu. Zakaj grem na teren? Zaradi intenzivnih nalivov so se reke dvignile in zaradi dvignjenih rek so poplave in zaradi poplav ljudje potrebujejo pomoč. Včasih jim voda zaide celo v hiše ali kleti. Galeb Golobič, kot velik poznavalec vremenskih nevšetnosti, bi se verjetno strinjal z mano, da je najboljši odgovor na neugodne vremenske razmere medsebojna pomoč in solidarnost. Pomembna pa je tudi previdnost. Strokovnjaki opozarjajo, da v Sloveniji poplavljajo vse vode, bodisi hudourniki, podtalnica ali reke. Zato morajo biti prebivalci ob vodnih območjih zelo previdni, kje si postavijo gnezdo. Zgradijo hišo. V preteklih dneh je najbolj narasla Mura.
Če boš pogledal ali pogledala na zemljevid Slovenije, ki izgleda kot kokoš, boš ugotovila ali ugotovil, da je Mura prav v glavi države. No, ja ne tim zdaj, saj si je neka neprevidna štorklja pomotoma gnezdo napravila na bregu Mure, namesto na visokem drogu. Zdaj pa moram resnično zaključiti. Grem v akcijo. Hvala za novice in previdno. Od Sivke pa gremo k Rumenkotu. No, vsaj tako mu ljubkovalno pravim i jaz. V osebni, ptičji izkaznici pa ima zapisano ime Mali rumenonogi Martinec. Halo, se slišimo? Šanson, parapapa. Pozdravljeni s solinskega konca, kjer pravkar poteka predizbor najlepšega napeva med vsemi pticami tu in daleč naokoli. Naša starešina, veliki rumenonogi Martinec, zbira predloge med vsemi, ki smo v zadnjem času prelepo pomlad izkoristili za prepevanje najlepših napevov, ki jih naši kljuni premorejo. V ozadju prav gotovo slišite povodnega kosa, ki je svoj napev vadil vsako jutro in preglasil prav vsakega od nas. Slišal sem, da je idejo o najlepšem napevu veliki rumenonogi Martinec dobil od ljudi, ki v tem času zbirajo najlepši šanson. Sam moram priznati, da se mi zdi kar krivično, da k izboru ne povabijo nas, ptic, ki v petju prekašamo marsikatero grlo in drugo glasbilo. Prav tako ne razumem, zakaj se ljudje sprašujejo, ali je najlepši šanson že napisan. Seveda ni. Najlepši napevi se pišejo vsak dan, vsako jutro, vsak večer in vmes. Šanson. Naj si bo dovolj govorjenja. Raje zaprimo oči in poslušajmo predizborske napeve mojih prijateljic ptic v ozadju. Pa čim bolj glasbeno poletje vam želim. Šanson, pa, para, pa. Tudi tebi, Rumenko. Zdaj pa bomo skočili v morje dobesedno. Od tam se oglaša prijateljica, ki sem jo spoznal med kosilom. No, najprej sem mislil, da bo kar ona kosilo, pa mi ni najbolj okusna, zato je najin odnos zdaj zgolj prijateljski. Meduza, blub, 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 blub. Pozdravljeni z morskih globin, kjer je prav mirno v primerjavi s svetom nad gladino morja. A kako vem, kako je pri vas? Zadnjič, ko sem takole mirno poplesavala med valovi morja, me je nekaj ujelo v kljun. In preden je Galeb Golobič ugotovil, da nisem užitna za njegov okus, sem imela kar nekaj časa, da sem si ogledala svet pod mano. Toliko avtomobilov, toliko zvokov, toliko ljudi, da prav razumem, da si nekateri želijo zbežati v vesolje, celo na Mars. A po pravici, nisem ravno navdušena nad tem. Ko vidim, kaj ste ljudje naredili z Zemljo, me skrbi, da bo tako z vsemi planeti v tem vesolju
In temu odločno nasprotujem. Odločno nasprotujem, da si nekateri vzamejo pravico in z bogatimi mošnicami gradijo ogromne vesoljske ladje, s katerimi nameravajo pobegniti stran od nereda, ki so ga sami povzročili. Ne, ne in ne. Če ne bo šlo drugače, bom zbrala vse živali našega morja, da se skupaj postavimo v bran in ljudem pokažemo, da se da na zemlji prav fino živeti in da novi telefoni vsako leto niso potrebni, kaj šele veliki avtomobili in da vse zavržene hrane niti ne omenjam. Sem se razkurila. Raje grem hitro nazaj v mirnost našega morja, kjer pa zadnje čase ne srečujem več toliko sosed rib. Res ne vem, kam so šle. Njihove počitnice dolgo trajajo. Upam, da se kmalu vrnejo, jih kar pošteno pogrešam. Kot bom tudi vas med vašimi počitnicami, ki pa naj kar dolgo trajajo. Blup, blup. Blup. Se strinjam, imej čudovite počitnice. Pa kaj mi pomahaj, če me zagledaš kje ob morju. Nasvidenje. Uganke. Danes imamo zate 3 poletne uganke. Saj veš, kako delujejo. Povedali ti bomo pesmico, ti pa poskušaj ugotoviti, katera beseda jo zaključi. Vklopi možgane, tu je že prva zagonetka. Ledeni desert, poleti nas vabi, poliže ga rad vnuček, teta ali babi. Je različnih okusov, mlečnih in sadnih, v tisočih barvah prikaže se skladnih. Skledica ali kornet, ob njem sta obvezna oprema in ko ga primeš v roke, se ne moreš mu upreti. V Angliji mu pravijo ledena krema, pri nas pa... Se ti je uspelo posladkati s tole sladko uganko? Kateri okus imaš pa ti najraje, a? Aha, pa ti je bolj všeč v obliki lučke ali korneta? Dobro, seveda ga uživaj zmerno, da te ne bo bolel trebušček. Gremo kar hitro na poletno uganko številka 2. Sonce pripeka, greje močno. V višave se dviga živo srebro. In da ne bi moral na urgenco, hitro se postavi v senco. Eni pred njo se skrijejo tako, da grejo se kopat v plimo. Se drugim ne da, pa ostanejo doma in raje prižgejo si klimo. Res pasji so dnevi, na koži pa od znoja solina, ko avgusta pritisne poletna. Tale je bila pa malo težja, a ne? Da je bila čisto lahka? Ojej, potem se moramo pa res potruditi za zadnjo. Poskusi uganiti, kaj nekateri izdelujejo poleti. Ampak pazi, odgovor te uganke ima kar 2 besedi. Poleti se na plaži, kdo z njim zelo považi. Poglejte, kaj sem naredil iz mivke in vode. Zvečer pa se tolaži, ko plima ga navlaži in odplakne z obale v nemirno morje. Ta stvar je blazno fletna, naredijo roka spretna, s pomočjo grabelj, kanglic in lopat. Njegov lastnik sicer ni kralj,
a mu cenjeno ime je dal. Dragi podaniki na plaži, tu odpiram ta. Kako pa ti je šla tale uganka? Tudi ti kdaj izdeluješ te mini zgradbe poleti ob morju? Če ti je rešitev katere izmed ugank slučajno ušla, pa lahko pomoč najdeš na našem Facebooku. Pa ne pozabi z ugibanjem trenirati svoje možgane tudi poleti. Za boljši svet. Lepo pozdravljeni v mojem svetu. Moje ime je Riba Pipa. Naj vam malce razkažem. Tule na levi je lokvan, na desni pa še en lokvan. Za vami je naš najlepši kamen, na katerega smo še posebej ponosne. A ne, Ribe? Res je, Na vsak način. Ja. Zadnjič sem ravno plavala okrog tega najlepšega kamna tamle in razmišljala, da bi ga malce odkrušila, da bi ga lahko imela doma, da bi na njem sedela. Ja, tudi ribe se moramo kdaj usesti. A ni tako? Se strinjamo. Je, smo pa le utrujene. Pa sem ravno vzela svoje dleto in kladivo in se namenila krušiti. Ko pa sem videla to kamnito lepoto, pa me je prešinilo. Tale čudoviti kamen je nastajal desetletja, stoletja. Jaz pa bi ga zdajle kar tako 1, 2, 3 rada uničila, da bom na njem sedela. Ja, prav zares. Nič ne, takle malo. Katastrofa, tako ne gre več naprej. Tako je, pa nič drugače. In sem začela razmišljati, kako lahko je nekaj uničiti in kako zelo težko je nekaj zgraditi. Kako lahko je nekaj zažgati in kako težko je to pogasiti. In sem pustila kamen, da stoji tam v vsej svoji kamniti lepoti. Celemu ribniku ponos. Edino pravilno, ja. Ustrezno si ravnala, Ja, dobro si naredila. Ja. Spomnila sem se tudi na lanskoletne požare na Krasu. Takrat sem bila še čisto majcena riba, a se spomnim, kako grozno je gorelo. Vsi lahko popazimo, da do tega ne bi spet prišlo. Ne kurimo v naravi in ne odlagamo vročega pepela ali drugih gorljivih predmetov, odrasle pa spomnimo, naj v naravi ne prižigajo cigaret. Tega pa sploh ne smejo. tega ne smejo, ne. Vsi moramo paziti, ja. Skratka, dognala sem, da lahko sedim tudi na čem drugem in da pazim na stvari, ljudi in vse okrog nas. Pa lep pozdrav iz ribnika, mi se že kupamo. Pesniški kotiček. Če pomislim na poletje in zaprem oči, vidim sladoled, morje, jadrnice, modro nebo in oblake. Poleti s prijateljico včasih leživa v travi
in gledava, kako oblaki spreminjajo obliko. Ona pravi, da so kot smetana, jaz pa vztrajam, da so včasih ovčice, včasih pa dinozauri. Anja Štefan, oblaki so kot smetana. Oblaki so kot smetana na vrhu sladoleda, so kakor brada in lasje vesoljnega pradeda. Oblaki so ležalniki, ki nosijo med sanje in vsak si kdaj pa kdaj želi, da bi se zleknil vanje. Oblaki, to so ladice, ki plovejo v daljave. Labodi so, ki po perutcu skrili trudne glave. So potepuhi, ki zaman bi sonce radi ujeli. Oblaki so najlepši, ko so beli, beli, beli. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Piseskedo! Doviđenja! Zajđem! Naslišanje! Čau, hello, smo veseli, da si z nami. Dajmo biti skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček na svet za boljši svet, s pravljico v ušesih, glejmo na potep. Tale posnetek nam je poslala Katarina, Milina mami. Obe sta veliki fenici, oboževalki Ora. Kako milo poje Mila. Ja, res hvala Mili za tole lepo presenečenje v tej zaključni oddaji. Wow, skoraj je konec naše 3. sezone. Neverjetno, kako hitro gre čas. Res je, sam se spomnim, kako sem enkrat prebral citat Roalda Dahla. Čas je skrivnost, ki jo vsi poznamo. In nisem vedel, kaj točno pomeni. No, saj tudi zdaj ne vem točno, zakaj včasih čas hitro mine, drugič se vleče in vleče in vleče in... Ja, in vleče. Ampak jaz lahko kar povem, da se meni čas, ko smo skupaj, nikoli ne vleče. Ja, tudi meni vedno prehitro minejo naša srečanja. Zato pa je meni včasih dolgčas med počitnicami, ker se manj družimo. Res je najlepše preživeti čas v družbi s prijatelji, ampak meni med počitnicami niti najmanj ni dolgčas. Čas na samem izkoristim za branje stripov in sestavljanje sestavljank. Jaz pa poslušam podcaste. To so pa dobre ideje za vse tiste, ki jim je zlahka dolgčas. Sam nisem med njimi, ker z lahkoto sedim na obali ali pa v gozdu in ure poslušam čričke in vonjam drevesa. Najbolj mi diši drevesna smola. Včasih čričkom družbo dela tudi kak čuk. Jož, ti pa potem sploh nisi sam. Črički in čuk, pa še kakšna mravlja. To je že cel ansambel. Meni se zdi ideja o poslušanju podcastov odlična. Tudi poslušalke in poslušalce bi rad spomnil, da se je v 3 sezonah nabralo za nekaj ur poslušanja oddaje Oro. Vse naše epizode, od prve pa do zadnje, lahko najdete na podcasterskih platformah, Facebooku ali YouTubeu. Predlagam, da si naredite zelo osvežilno limonado in jo v senci srkate o poslušanju naših oddaj. Tisti, ki pa boste med poletjem raje poslušali čričke, pa ne skrbite. Jeseni se Oro seli tudi na radio, zato boste naše oddaje lahko slišali tudi preko radijskih valov. Ej, kaj že pomeni Oro? Pa daj na Jošt! To je tako last season. Ja, stare forice. Hej, saj res. Čez poletje nam kake nove forice lahko pošlješ na naš elektronski naslov na oro.oddaja@gmail.com in morda jih vključimo v oddaje naslednje sezone. Naslišanje!
A gremo zdaj na bazen? Samo še kopalke vzamem. Brisače imam jaz. Žogo za vaterpolo pa jaz.